ne na vse zadnje tudi koprski župan Boris Popovič, ko sta še bila s Kučanom na različnih bregovih političnih, dejansko potrdil, da Kučanova udbomafija dejansko v Sloveniji obstaja. Kaj pa je še recimo dodana vrednost te knjige? V čem je njen presežek? Jaz mislim, da po 23 letih je spet nekdo zbral, bi rekel, na enem mestu teh Kučanov najpomembnejše izjave, citate, za celovito življenjsko zgodbo leta 90 in nazadnje Igor Savič, novinar, napisal knjigo z imenom Milan Kučan. Sicer tisti knjigi je šlo na nek način za en knjigo-intervju, ki je bila v svrhu PR namena, tako so bile predsedniške volitve leta 90, tako da tam o neki strašni objektivnosti nekako ne moremo govoriti. Mislim, da knjiga, ki je sedaj pred vami, v svojem tekstu dejansko razkriva politično razmišljanje Milana Kučana, njegovo dojemanje politike v Sloveniji in na neki dobre kaži pot, za mogoče tudi za naprej, kakšnim pa s tem se lahko tako drugače izognemo, pač tisti njegovi sledilci, nasprotni tabor je tako jasno pozicioniran. Knjigo krasijo tudi številne fotografije, nekatere med njimi boste videli, so prvič objavljene in kar je najpomembnejše, kar sem tudi že izpostavil, da dejansko čez knjigo bralca nagovarja sam Milan Kučan, čez te citate in če nekako zaključim z parafrazo njegovih besed, da danes je bilo dovoljeno govoriti o tej knjigi, jutri bodo. Bi pa dal še vprašanje za oba. V času tako imenovanega vstajniškega gibanja se je veliko govorilo, da so politiki radi ugrabili državo. Bi lahko to rekli tudi za Kučana? Morda gospod Makarovič nekaj. Zdaj, mogoče je, kako je po eni strani zelo razumljivo, na nek način, da so obstajajo take močne frustracije, ki so na nek način tudi gnale to vrstne gibanja. Je pa svoje zanimivo, kako izrazito so se ta gibanja usmerila v svojih protestih proti tistim politikom, ki jih je dejansko na volitvah možno zamenjati. Torej po tistim, ki so vidni navzven. Torej, zelo manj pozornosti je v bistvu posvečeno tistemu zakulisiju, ki ostane v bistvu enako, glede na volitve. Zdaj, verjetno bi bilo bolj vredno protestirati, če govorim nekako čisto okvirno, proti tistim, ki imajo neformalni vpliv, ne glede na volilne izide, kot proti tistim, ki jih lahko tako in tako vsake 4 leta, ali časa še bolj pogosto, tako in tako zamenjaš, če ti niso všeč. Jaz sam prihajam dejansko iz epicentra tega vstajniškega vrenja, ki se začelo nekako v Mariboru. Sem bil tam neposlednji opazovalec teh začetkov vstaj, ki so se iz Maribora preselili na teritoriju cele Slovenije in vedno je bil tisti občutek, tisti pridih, da gre za instrumentalizacijo teh vstajnikov, da je vedno tu ta leva opcija, ki nekako je to generirala. Kot vidimo, zdaj to vstajniško gibanje je v celoti zamrlo, tako da mislim, da je tu jasno, kje je to izviralo, pa s kakšnim namenom. Najlepša hvala. Sedaj pa sta vam gospod Kaloh in dr. Makarovič na voljo za novinarsko vprašanje. Gospod Kaloh, povejte mi, kakšen odziv od Milana Kučana pričakujete, glede na to knjigo? Kot je rekel že gospod Berlec, Milan Kučan je bil seveda danes na tiskovno konferenco povabljen. Zdaj, zakaj ni prišel, verjetno sam najbolje ve. Dopuščam pa možnost, da se bo gospod Kučan tako drugače odzval, ko bo knjiga seveda zaokrožila po knjigarnah, med branjenim občestvom, pa se pustimo presenetiti, kaj bo dejal. Mogoče knjigo nesem domov. Mogoče, ne vem, verjetno, če bo ideja padla, da sem v knjigo pošle, če bo po kakih indicih, da bom vzel, da bi se želel, ampak mislim, da gospod Kučan bo to, kar sam si jo nekako pridobil, dokaj hitro, imam občutek.
da se ponavadi jih je bral že še, ko so šli v tisk. Ja. A ste kdaj med pisanjem knjige kontaktirali Kučana? Zanimivo vprašanje, ravno zaradi tega, kot sem že dejal, Milan Kučan je sodeloval pri tej knjigi, glede na to, da govori čez svoje citate, ne? Se pravi, rečemo temu posredno. Da bi pa neposredno Milan Kučan sodeloval, v bistvu se nisem želel, ker nisem hotel, da bi knjiga izpadla kot knjižna verzija dokumentarca Mojce Pašek Šetinc, tako da ne. A lahko še jaz nekaj Izvolite. Jaz sem starejši od Kučana, Ja. ampak vse me zanima, ker včasih je bilo po Titu Tito, a bo tudi po Kučanu Kučan. To je za vse vprašanje. Mogoče pri sociološkega vidika, mogoče, ker je to taka komponenta, no? Težko oceniti, v bistvu tega, po kakšni razvojni trajektoriji se ugibala slovenska družba v prihodnje, ampak moj napoved je, da ne. Lahko še nekaj vprašam bolj. Ne, zanima me zdaj, kakšen tip človeka ne bi ga pa zamenjal, če ne bi bil tak, kot je on. Ker očitno, da je tak, kot je on, Slovencem neizmerno všeč, ne? Ker da trpijo neizmerno dolgo. Zdaj, dejstvo je na nek način, da ne gre tukaj za osebo, ki bi si izbirali, ne? Kar sem prej govoril o botrih in stricih, ne? Torej, Milana Kučana se je dalo izbirati do vključno leta 2007, ne? Ko je zadnjič kandidiral za predsednika republike, ne? Od takrat naprej ga ni več mogoče izbirati. Tudi ven Slovenci ne more tako vplivati na to, ne? Kakšen pomen bo imel Kučan. Vse je v direktnem smislu. Ne? Tako da, to je zdaj bolj stvar razmerij znotraj elit, ne? Kot pa tega, kaj je nekako povprečnemu, tipičnemu Slovencu všeč ali pa ni všeč. Ne, mislim, kakšen tip voditelja. Zato gre. Ker če se Slovenc leta 13-krat je. Ne, če si je izbral takega, ne, takrat je bil Pučnik na en stran, z vso glorijo, ki jo je prinesel s sabo, ampak z zlobnim pogledom, ne. Ker so rekli, ne, na drugi strani je bil pa Angelček, Jezušček s dolgimi lasmi. Zdaj me zanima, ali bo tudi še polnal. Če se vprašanje naša na mene, ali pa lahko tudi mislim, da splošno rekel takole, ne? Politika v bolj ali manj na nek način postaja stvar marketinga in trženja. Torej, politični voditelji prihodnosti bolj ali manj bodo pač ljudje, ki bodo pač na tak ali drugačen način čim bolj ustrezno trženi. Ne? Torej, dejstvo je pač vse to, ne? Torej, Kučan je imel na nek način od leta 90 naprej, vključno, ob sebi zelo dobro tržensko podporo. Ne glede na to, kakšen je on kot politik in oseba bil oziroma je. Skratka, tu je v veliki meri tudi za spopad med tistimi, ki so tržno bolj, tisti, ki so tržno manj uspešni, perspektive verjetno tisti, ki so pač tržno uspešni. Politika je trženje, stvar ni, prodaja politikov ni nas drugače, prodaja zemljepaste. Samo da ta Slovenija se tržno zelo slabo prodaja. Slovenija se prodaja pa tudi slabše, to pa drži. Ja. Slovenija ni najbolj tržni artikel ta hit. Gospod Kalan, boste po tej knjigi še kakšno knjigo napisal, v katerem slovenskom politiku? Glede na to, da je moja publicistična nit, dejansko politika, dopuščam se tako možnost. Odzivi so dobri. Že prva knjiga, tako rekoč, bila zelo vroča zadeva, tudi druga bo zelo vroča zadeva. Kot eno zanimivost ne povem, da me je Bojan Požar sam klical svoje romarske poti in ga zelo zanima knjiga in tudi me že vabi, ko pride z te poti nazaj, da bo za njegovi tiste pogovorni oddaji, tako da. Se vam zdi pa, da vseeno ta Kučanov vpliv nekako izvira iz volje ljudstva. Njegovi volilni rezultati so impresivni. Noben drug politik ni bil takšne podpore. Seveda tudi udeležba na volitev, ko je Kučan kandidiral, bila dosti večja kot recimo na zadnjih, ali pred zadnjih predsedniških politikov. Tako prepričljivih zmag ni doživel nihče. Zdi se mi, da Milan Kučan je že
od prejšnjega sistema imel zaslombo medijev, seveda. Medijska mašinerija je vedno za njega delala in to zelo dobro, kot tekoče namazan stroj, tako da mediji pa seveda kreirajo pogledi na družbo in na politiko, tako da tukaj je rekel, korak prednosti imel pred drugimi, ki te, bi rekel, medijske mašinerije nikoli niso imeli za sabo. Se pa tudi slika na zven, s tem tudi v končni fazi jaz ga tako opisujem, kot mestoma dobrohoten lik s temi svojimi plavimi očmi in marsikatera gospa je že tudi dejala, da ga je volila samo zaradi njegovih modrih oči. Tako da... Kaj pravite na to, da je zadnje čase možno slišati vedno bolj pogosto, da Milan Kučan pravzaprav nima nobenega resnega vpliva, zlasti med levo usmerjeno provenienco. Moj vtis je, da se ga poskuša nekako spraviti malo v zadje, pa tako. Kaj pravite na to? Samo kako bi se njegov vpliv zgubljal, če ravno zdaj čez vikend, recimo, bil govorec na Medvedjeku, To, recimo, iz mojega gledišča, mislim, da to ne drži, da še vseeno ga vabijo, da se njegova beseda nekako vsidra v javno mnenje in potem generira neke nove poglede še na ta njegov vpliv. Ampak jaz vseeno mislim, glede na njegov razhod z njegovim političnim varovancem, dolgoletnim Borutom Pahorjem, ko se je zgodil prelom med njima, da je takoj potem v narekovajih posinovil novega svojega političnega heroja v podobi in liku Zorana Jankovića, da on tu vseeno ne pušča iz rok teh vzvodov, katerih je bil navajati upravljati dejansko tako rekoč državo iz prejšnjega sistema, da je njemu prišlo toliko dejansko v kriz zasvojenje s politiko. Ja, se strinjam, dostojno bi bilo za enega upokojenca, da počasi za Štefko svojo soprogo uživa bolj ali manj na teh hrvaških otokih poleti, ko pa dejansko še zdaj, ko bila ta vročina še izpostavlja, pa nekako plasira svoje mnenje v ta javni prostor. Očilo se ne more zdaniti tisa, da gre za skrbno načrtovano dramaturgijo Korenčka in Palčke. Kaj pravite na to? Ja, sej, Milan Kučan, ne samo, da je bil dober igralec vso svojo politično kariero, bil je tudi prvovrsten kameleon, Že njegov sestop z oblasti, konec 80-ih let, ko se dejansko prebarval, potem v demokrata, kaže na to njegovo žilico, igralstvo, na to dramaturgijo, ki je v bistvu ves čas na nek način uprizarja. Ljudje pa seveda to v veliki meri še vedno kupujejo in ga dejansko še postavlja na neki pedestal nekega mnenja, ko jaz mislim, da se ga v primerjavi, kot smo govorili, nekjer v Evropi takšnega primera ni, da bi bivše liderje, informalne in neformalne, toliko spraševali o nekem mnenju, tako rekoč se vtika vsako stvar, ki se mu pa zazdi vredna, da bi spregovoril o njej. Kakšne razmerje sta trenutno Milan Kučan in Zoran Janković, glede na to, da ga je najprvo Milan Kučan inauguriral za premijerskega kandidata, potem pa ga je na kongresu nekako odstavil s svojo navzočnostjo. In če recimo, zanima me tudi v bistvu, kdo je naslednji premijerski kandidat Milana Kučana? Ja, v obtoku so različna imena. Jaz mislim tudi, da življenjska doba sedanje primerke ne bo nekako strašno dolgotrajna. Ravno zaradi nekih političnih kalkulacij, ki izvira pač iz kroga Milana Kučana. In jaz mislim, da v knjigi eno obdobje pač posvečeno tej komunistični eri Kučana in tam se tudi omenja njegov na nek način vzornik, en izmed vzornikov, Edvard Kardel, da jaz mislim, da njegov vnuk, sedanji še živeči Igor Šoltes, bivši predsednik Računskega sodišča, je ena izmed teh opcij, ki bi lahko mogoče Kuča nekako speljal.